Ena taka zanimivost glede kletvic in kako jih lahko obravnavamo skozi jezik nenasilne komunikacije oziroma kako si jih jaz razlagam, spet imamo možnost, tako kot pri vseh ostalih besedah, imamo možnost se odločiti, kakšen pomen bomo pripisali kletvicam, kako jih bomo prisluhnili. Ali bomo zdaj prisluhnili tem besedam ali bomo skušali prisluhniti esenci sporočila, ki se skriva za temi kletvicami. Zdaj recimo, ko mi nekoga prekolnemo, je to lahko neki poskus, s katerim skušamo v bistvu sprostiti neko lastno frustracijo, neko lastno bolečino, in na ta način zadovoljiti mogoče neko potrebo po nekem miru, po stiku s sabo. S tem, ko kolnemo, v bistvu zventiliramo to neko čustveno nablako, ta čustva, ki so se v nas nabrala. Jih zventiliramo, jih sprocesiramo, jih sprostimo in nam to lahko pomaga v stik s sabo. Ker je tule zdaj pomembno, da se zavedamo, ko kolnemo, da to nima nobene direktne veze z drugo osebo, da se te procesi dogajajo v nas, da niso drugi krivi, da mi čutimo to frustracijo, ampak da se pač ta frustracija odvija znotraj našega telesa in smo mi za to odgovorni. In je pač so lahko kletvice ena izmed strategij, ki jih lahko uporabimo za sproščanje te bolečine. In enako je obratno, ko neka druga oseba nas prekolne, spet ni nobene potrebe, da si to jemljemo osebno, lahko samo prisluhnemo, okej, na besednem nivoju se slišijo pač te kletvice, te grde besede, ampak ozadje teh kletvic je v bistvu so določeni občutki, ki se sproščajo v tej določeni osebi, ker določene njihove potrebe v tisti situaciji niso zadovoljene. In spet, lahko smo ko neka oseba kolne, lahko smo potem, če si želimo, smo lahko pač priča tej njihovi bolečini, mogoče celo z neko empatijo, celo z neko ljubeznijo, če to uspemo, ali pa če si želimo.